Lepo pozdravljeni. Kaj vam prinaša ali odnaša retrogradni Merkur v času od 18. julija do 11. avgusta? Ves čas je retrogradni Merkur v Levu, kar pomeni, da predvsem za Leve, dvojčke in device prinaša poglobitev vase, ampak tudi ostalim horoskopskim znakim. Pa posebej poglejmo, kaj vsakemu prinese oziroma kaj je smiselno, da se naučite v času retrogradnega Merkurja v Levu. In sicer Ovni, imate od 18. julija priložnost pogledati, kaj je za vas pomembno, najti nove ideje, navdihe, rešitve. Tako da očitno bo za ovne to zelo plodovito, kreativno obdobje, ko boste pregledali svoje materialne dobrine, pregledali, kaj si želite, lahko da boste naredili načrt za hišo, za dom, kaj vse si želite prenoviti ali v svoji službi ali v svojih avtomobilih, biciklih, vse, kar posedujete, boste pregledali, kaj si res želite in kako bi lahko to izboljšali. To se bo samodejno vklopilo in po času retrogradnega Merkurja od 11. avgusta naprej se boste ovni lotili tega realizirati, kar pomeni, da boste imeli tudi uspeh, še posebej, če boste v to realizacijo povabili druge ljudi, tako da boste diplomatski, aktivni in z odnosi naredili vse, kar boste načrtovali. Biki, boste v času retrogradnega Merkurja od 18. julija do 11. avgusta imeli priložnost pogledati, kam vas usoda vodi, sproščeni boste, zdelo se vam bo, da nimate brige na tem svetu, ne bodo se vas stikali drugi ljudje, ne boste razmišljali o drugih ljudeh, prav sproščeni boste in lahko, da boste šli na kako potovanje, prav odmaknili se boste od vsega in to bo vaš najboljši čas, ko dejansko ne boste čutili bremen komunikacije, niti vi se ne boste aktivirali v kakšne globoke pogovore. Najboljši dopust, ki ste ga kadarkoli imeli, bo za bike od 18. julija in do 11. avgusta, ko boste popolnoma predani, sproščeni in povezani sami s sabo in svojimi bližnjimi na neproblematičen način. Dvojčki, bo v času od 18. julija do 11. avgusta dvojčkim bo malo težje, kajti retrogradni Merkur bo šel v fazo v Levu in se vam bo zdelo, da vas nekdo zatira, da vas nekdo ne vidi dobro, mogoče boste celo užaljeni v času retrogradnega Merkurja, se kaj zapletali v ljubezenske odnose, Venera bo namreč v tem času v vašem znamenju in boste, tudi Uran bo že v vašem znamenju, kar pomeni, da boste precej razdrmani v tem čustvenem momentu in retrogradni Merkur lahko da vam bo pokazal, v katerih idejah, mislih ali čustvih ste pretiravali, kaj je pomembno, da razmišljate oziroma kako razmišljati v odnosih, če želite dobre odnose in dobro sodelovanje. Če boste to obdobje dobro preživeli, boste po 11. avgustu bolj sproščeni, veliko več boste dosegli na splošno pri ljudeh in ne samo dosegli, ampak sproščeni boste v prijateljstvih, v stikih z znanci, z okolico in predvsem filozofija življenja vam bo jasna, lahko tudi, da boste spoznali, da ste v napačnem okolju, da se družite z napačnimi ljudmi in da je čas, da spremenite okolje, kar pomeni, da se boste odločali za ali preselitev ali novo izobraževanje, novo okolje. Vsekakor bo to za dvojčke pomembno obdobje retrogradnega Merkurja od 18. julija do 11. avgusta. Raki, v tem obdobju boste prisiljeni pogledati vase, kajti retrogradni Merkur vas bo vodil v notranjost, nikakor ne boste mogli speljati svojih idej navzven tako, kot si želite. Poizkusili boste vse žive stvari, srčno, lepo, ampak nič se ne bo tako prijelo, kot je treba. Kajti za rake je izjemno pomembno v tem času, da se posvetite sebi. V tem času retrogradnega Merkurja bo šla Venera v vaše znamenje, kar pomeni, da boste izjemno čuteči, izjemno nekako tudi optimistični, ampak te energije ne boste mogli
vršiti ven skozi besede, ampak jo boste mogli samo doživljati. In če boste želeli pretirano ubesediti svoje čustva, se bodo razgubila. Tako da je za rake pomembno, da poznate oziroma da najdete način, kako svoje čustva doživljati, brez da jih vse skozi besede izgubite. To je za vas pomembno spoznanje v času retrogradnega Merkurja od 18. julija do 11. avgusta. Levi, v tem času je za vas izjemno pomembno, kajti retrogradni Merkur je v vašem znamenju, je pomembno, da ste v stiku s sabo, da ne popustite pri kakršnihkoli provokacijah. Retrogradni Merkur bo namreč spodbudil številne ljudi, da bodo prihajali do vas, izražali svoje mnenje, kako ste vi napačni, neprimerni. Tako da od 18. julija do 11. avgusta lahko pričakujete plaz kritik na vašo osebnost ali na vaše delo, kjerkoli. Ampak je za vas pomembno, da to samo sprejmete, ne reagirate in gledate, v čemer se strinjate z ljudmi, kaj zares tudi sami mislite, da je narobe, potem to popravite, ali pa če vidite, da ljudje v prazno govorijo, da spustite te kritike in greste dalje svojo pot. To se bo pokazalo z uspešnostjo od 11. avgusta naprej, ko boste zasijali, se jasno in čisto izrazili brez težav. Sonce in Merkur boste v vašem znamenju in boste lahko jasno pokazali, kje je vaše mesto in kdo ste zares. Tako da ne se prepirati, ne kritik jemati preveč osebno. To bo vaša lekcija retrogradnega Merkurja. Device, boste v času retrogradnega Merkurja jezljive, želele boste vse urediti, nič ne bo šlo tako, kot si želite, zato boste pritiskale, ustvarjale pritisk na ljudi, da naj se le odločijo, ampak ne bo šlo. Od 18. julija do 11. avgusta, device, načrtno ali nehote, dopust bo to, dopust primeren za razmislek o tem, kaj želite izsiliti od drugih ljudi in zakaj želite izsiliti od življenja nekaj, kar ne gre tako. To je vaš mogoče način življenja, kjer se potem izčrpate, tako da prepoznajte svoje vzorce, sprostite se in se odločite, da ok, po 11. avgustu dalje, prej žal ne bo šlo, ne glede koliko boste pritiskale, koliko volje boste imele za to, namreč Mars bo v vašem znamenju ob koncu retrogradnega Merkurja pa v tehnici, tako da vas bo volja zapustila, ampak očitno jo boste morali vložiti v to, da se posvetite sebi, svojemu načinu razmišljanja. Tehnice, v času retrogradnega Merkurja boste že itak nagnjene k lenobi, tako da vam bo ta obdobje idealno za to, da se boste zgovarjali na to, da brez veze karkoli početi. Družile se boste, hodili okoli, nobene koristi praktične ne bo od vas, boste pa uživali v odnosih, v klepetavosti, v druženju, lahko da boste flirtale, nobene resne veze ne boste začele, tudi to vam bo izgovor, da je Merkur retrograden in vam bo vse skupaj lepo prišlo za dober dopust. Tako da po 11. avgustu pa se boste zavedli, da je na en način konec praznovanja in nesmiselnega delovanja, ter se boste na hitro lotile stvari ter nadoknadile vso zamujeno delo. Škorpijoni, v retrogradnem Merkurju od 18. julija do 11. avgusta boste imeli nalogo pogledati svoje temelje in prepoznati svoje vzorce, ki vas odmikajo od sreče. To je za vas nujno, kajti Pluton v vodnarju vas sili v spremembo razmišljanja in retrogradni Merkur čez poletje je zato idealen. Jasno vam bo, da nekaj ni v redu, ampak boste morali prepoznati, kje vi pričakujete oziroma pritiskate na ljudi, da naredijo po vaše in kako močno je to povezano z materialnimi dobrinami. Zares morate pogledati, ali je ljubezen za vas pridobivanje denarja oziroma denar in ljubezen, ali sta enako, in če ste škrti do sebe ali škrti do drugih, potem ste zaprti tudi v ljubezni. Nekako o tem razmišljate v času retrogradnega Merkurja in potem se bodo sprostile stvari tako finančno kot v odnosih in bolj boste zadovoljni s sabo.
Strelci boste v času retrogradnega Merkurja poleti bolj sproščeni kot marca, ampak boste videli, da v ljubezni boste imeli veliko več časa za razmislek, veliko več boste razmišljali o svojih odnosih, o svoji sreči in o tem, da v bistvu vse večinoma delate za druge. Tako da boste od 18. julija do 11. avgusta se bolj povezali s sabo, s svojimi cilji, se veselili svojih projektov, se malo izolirali od okolja, kar se bo pokazalo kot konstruktivno, kajti po 11. avgustu se boste lepo odprli v usodi. Če ste samski, po 11. avgustu boste našli sorodno dušo, dušo dvojčico, usoda vam bo lepo naklonjena, če boste ji srčno sledili. Kozorogi bo v času retrogradnega Merkurja nekaj na plano prišlo, kar se tiče službe, posla, spoznali boste, kje pretiravate, kje ste premalo pozorni in glede na to se boste obremenjevali. Pomembno vam bo, da ljudje vejo, da niste vi krivi, zato boste mogoče pretiravali v komuniciranju napak glede drugih v službi, tako da poskušajte se izogniti komunikaciji, kar se tiče službenih stvari v času retrogradnega Merkurja, kajti ne bodo se dobro izšle in bolj boste vi tisti krivec, ki opozarja na napake. Torej, čas za reševanje napak je po 11. avgustu in kozorogi, če boste dobro to nalogo prešli, boste po 11. avgustu pomirjeni, napake se bodo same razrešile oziroma ljudje, ki so krivi, bodo sami prepoznali krivdo. Če ste vi karkoli krivi, boste tudi pravočasno videli in to popravili. Tako da ne hitite z obtoževanji oziroma z sestanki v službi naj bodo po 11. avgustu. Vodnarji boste v čas retrogradnega Merkurja v juliju preživeli tako, da boste posvečeni odnosom, sproščeni in povezani z svojo globino. Medtem, ko bo konec retrogradnega Merkurja, če bo dober, vam bo prinesel srečo, sproščenost in dobre energije povsod, ne samo pri vas. Ribe, retrogradni Merkur vam prinaša sprostitev, posvečene, odločite se, da je to čas za vas od 18. julija do 11. avgusta in pri tem bodite pozorni, da se regenerirate, da ne pretiravate in da ste povezane s sabo. To bo prineslo lepe spremembe v zdravju in tudi službi. Srečno in lepo poletje še naprej.